Lepo pozdravljeni na današnjem regijskem srečanju, posvečenemu Svetovnemu dnevu duševnega zdravja. Srečanje bo teklo na temo duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Dogodek bom povezovala jaz sem Andrejka Prijon, regijska koordinatorica za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu v enoti v Novi Gorici. Pomagala mi bo gospa na vratih, to je Sara Bensa. Na nje se tudi obračate, če potrebujete karkoli pojasnilo, papir, kontakte, karkoli, vse v zvezi tudi s prijavo. Upam, da ste se vsi tisti, ki ste se prijavili, tudi tam podpisali, zato ker potem dobite potrdilo o prisotnosti, ki ga lahko potem unovčite v službah. No, zdaj pa malo uvoda seveda, zakaj smo danes tukaj, oziroma kaj je formalni okvir tega srečanja. Formalni okvir sta gotovo dva datuma, en je 10. oktober in en je 5. oktober. 10. oktober je Mednarodni dan duševnega zdravja, 5. oktober je pa dan učitelja. In današnja tema je presečna in se gotovo nanaša tako na eno kot na drugo stran. Zdaj, na Nacionalnem inštitutu smo se letos odločili, da bomo ta Svetovni dan duševnega zdravja obeležili mogoče malo bolj bogato. Priredili smo en niz dogodkov, ki smo mu dali ime Festival duševnega zdravja Goriške 2022. Tudi današnji dogodek je del tega festivala, je eden od dogodkov festivala. Ostali so se že zvrstili, to se je začelo 1. oktobra, še se bojo zvrstili in zaključili bomo 17. z eno tako lepo akademijo, svečano v dvorani Gimnazije Nova Gorica, kjer bomo duševno zdravje nagovorili skozi umetnost, oziroma duševno zdravje nas bo nagovorilo skozi umetnost, tako. In seveda ste toplo vabljeni na to. Pohvalili se moramo, da smo segli tudi izven tega ožjega centra Nove Gorice, tudi na Tolminsko in tudi na Ajdovsko. In tako je tudi prav, kajti regija se mora povezati, znanje se mora povezati, te sinergije se morajo ustvariti, kajti le tako so dobri rezultati mogoči. Zdaj, učitelji. Učitelji so, kakor kateri seveda, ne kot povsod, tudi v stiski, to sem nekateri, vzgojitelji tudi, to sem ugotovila, ko sem obiskovala šole in vrtce, osnovne šole in vrtce regije letos in lani. In potem jaz bi lepo prosila, da ta današnji dogodek ne čutijo kot neko obvezo ali kot neko, kukor zdaj so morali pa tja dol iti in to poslušati, temveč poskušajo izluščiti neke podlage, neke oblike pomoči, da dobijo en občutek, da vendarle v svojih stiskah, ki gotovo so, tako strokovne pridejo kot osebne, svet se hitro menja, problemi se vrstijo, bolj hitro kakor rešitve, torej da dobijo eno zavest, da za področje duševnega zdravja niso sami, ker imajo formalne in institucionalne podpore, na katere se lahko obračajo, če do problemov pride. No, probleme na tem področju pa seveda, to lahko že zagotovo rečemo, da problemi se ne bodo rešili samo znotraj ene stroke. Potrebno bo najti presečne točke, sinergije, povezave med različnimi strokami. Tudi ta današnji dogodek je tako zasnovan, nekako bomo dali besedo, kako da rečem, zdravstvu ali pa medicini in pedagogiki. S tem, da bomo doživeli tudi en širši okvir, vse to bomo postavili v en širši okvir, v eno širšo sliko bomo ustvarili, kajti tako da razumemo, da vzgoja vedno poteka znotraj enih širših okvirjev, ki dajejo neko patino, dajejo neko barvo in ti okvirji so gotovo politični, ekonomski, širši družbeni in tudi intelektualni tokovi, ki trenutno tu so in znotraj katerih mi živimo. Tako, nekako se bomo poskušali držati razporeda, ki ste ga prejeli ali ga imate, kolikor nam bo šlo, ampak vseeno seveda ne moremo iti mimo pozdravov, nagovorov in vodnih besed vseh tistih, ki so ta dogodek tudi omogočili.
Ta dogodek danes so omogočili Mestna občina Nova Gorica, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod za šolstvo Republike Slovenije, in sicer so to naredili ali materialno, ali finančno, ali pa vsebinsko. Tako tudi pozdrave predstavnikov teh treh inštitucij bomo slišali, zato vabim najprej gospoda Klemna Miklaviča, župana Mestne občine Nova Gorica, da nas pozdravi. Zato, ker občina je, brez da bi bilo treba dvakrat vprašati, takoj ponudila to dvorano. Hvala. Ja. Ste rekli prej, da mora biti regija povezana, ste na pravem mestu v prestolnici regije, ki je povezana, vsaj na politični ravni, župani zelo dobro sodelujemo, pa tudi na ravni ustanov. Danes sodelujemo pri tej zadevi z NIJZ-jem in Zavodom za šolstvo, to sta dve ključni instituciji regijskega značaja pri nas v Novi Gorici. Srečujemo pa se spet, nekatere obraze vidim ponovno, pred kakšnim tednom smo imeli ravno tako v tej dvorani razpravo o odvisnosti, spravi zopet ne o zdravju toliko posameznikov kot celotne družbe, kajti prav duševno zdravje nakazuje, odraža zdravje neke skupnosti kot celote, pa tudi seveda posameznikov. Veselje mi je, da vas tudi pozdravim, tiste, ki ste v učiteljskem poklicu na dan učitelja. To je dan, ki nas spomni na poklic in na žalost zgubil malo na statusu družbenem, ampak nič za to. Ko sem se pogovarjal tukaj zunaj z organizatorji o smotru tega srečanja, so mi rekli, poskušamo razpravljati o tem, ali lahko kaj naredimo, da bojo ljudje, ko odraščajo, bolj odporni, ste že umaknili rezilientni, na neke okoliščine, ki povzročajo duševne stiske. Že v vprašanju je odgovor, če kdo kaj lahko naredi, poleg družine, so to učitelji in strokovni delavci v vrtcih in v šolah. Torej, že s tem smo se zavedali, ko se tega zavedamo, kakšen je pomen učitelja in strokovnega delavca v šolah za prihodnost naše družbe. Naša družba vstopa, vidimo, iz leta v leto v neko obdobje negotovosti. Epidemija je bila ena zelo huda preizkušnja družbena, ne samo zdravstvena, širša družbena. Ta je pustila posledice zlasti na mladih in to nas je tudi poklicalo k temu, da damo več pozornosti temu poklicu, več pozornosti šoli kot instituciji, več pozornosti stroki, ki dela z mladimi, in več pozornosti duševnemu zdravju v sodobnih okoliščinah. Vsaka družba živi, vsaka skupnost živi v nekem kontekstu in ta kontekst se naglo spreminja. Kaže, da bomo v obdobju, ki prihaja, učitelje še kako potrebovali, zato dragi učitelji in strokovni delavci in vsi tisti, ki delate v zdravstvu z mladimi, želim vam veliko uspeha pri vašem delu, zlasti pri vaši intelektualni rasti, pri raziskovanju in pri sodelovanju med vami in vsemi institucijami, vključno z občinami. In ploden posvet vam želim. Hvala. Gospa Mariza Škvarč, predstojnica enote Zavoda za šolstvo v Novi Gorici. Jaz bom imela plonk listek, da ne bom predolga. Seveda prijazen pozdrav vsem predstavnikom NIJZ-ja in občine ter vsem ostalim deležencem, predvsem pa seveda iskrene čestitke vsem, ki tako ali drugače delujemo na področju vzgoje in izobraževanja v naši državi. Danes ob našem malo posebnem dnevu, ob dnevu učitelja. V vzgoji in izobraževanju smo učitelji ključni motor in smo tisti, ki prek mladih ljudi lahko oblikujemo družbo in njene vrednote. Družba pa ima v vsakem obdobju določena pričakovanja, povezana so z napredkom in razvojem in se odslikavajo v tem, kakšne so željene kompetence, ki naj bi jih razvili pri
posameznikih skozi vsa leta njihovega izobraževanja. S tem pa se spreminja tudi vloga in odgovornosti vzgojiteljev, učiteljev, vseh, ki po tej izobraževalni vertikali so tako ali drugače vpleteni. In s tem se odpirajo področja različnih ključnih kompetenc teh strokovnih delavcev, ki so za to potrebne. V preteklem tisočletju je bila ključna učiteljeva vloga, osredotočenost na to, da je prenašal informacije in neka vedenja iz določenega disciplinarnega področja na mlade generacije. Dan danes, ob razvoju tehnologije in ob poplavi virov, v katerih lahko dobimo takšne in drugačne informacije, so veliko bolj izpostavljene druge učiteljeve veščine. Videti posameznega otroka oziroma mladostnika, prepoznati njegove specifične potrebe, interese in načrtovati takšne učne situacije, da se lahko celostno razvija, pridobiva na čustveno-socialnih veščinah in doseže toliko, kolikor največ lahko zmore. Pri uresničevanju enakih možnosti ter ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja otrok in mladostnikov pa je pomemben sleherni vzgojitelj oziroma učitelj. Veriga je tako močna, kot je najšibkejši člen. Začetek letošnjega šolskega leta in tudi letošnji praznik učiteljev zaznamuje ozaveščanje družbene problematike, povezane s pomanjkanjem učiteljev. Ta se bo v prihodnjih letih še stopnjevala in nič ne kaže med mladimi generacijami, med uspešnimi dijaki, nekega interesa za vključevanje v ta poklic. Zakaj je temu tako? Je ključen razlog v prenizkem zaslužku ali bolj zamajenem ugledu poklica? Vsi se moramo zavedati, da dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo učiteljev s poklicem in njihovo vztrajanje v poklicu, vplivajo posredno tudi na kakovost poučevanja, tega, česar so otroci deležni skozi vrtce in šole, ter na njihovo dobro počutje. Med te dejavnike sodijo dobri delovni pogoji, šolska kultura, spodbudno, dobro počutje, ne le za učence, tudi za strokovne delavce, podpora na poklicni poti, ki so jo deležni, ter občutek zaupanja v učiteljski poklic, spoštovanja in slišanosti v družbi. Ali potem takem lahko pritiski, nekonstruktivna poseganja staršev v vzgojiteljevo in učiteljevo avtonomijo, ki jo na nek način celo toleriramo v družbi, lahko prispeva k dvigu kakovosti? Spoštovani učitelji in vzgojitelji, učiteljice in vzgojiteljce, v našem poklicu je ključno, da smo predvsem učenci, da živimo načela vseživljenjskega učenja in da je učenje in znanje naša osebna vrednota, da ga živimo in z zgledom to kažemo. Verjamem, da vas je danes sem pripeljala želja in potreba po osebnem opolnomočenju, da boste lahko jutri v svojih učilnicah, v igralnicah, v vrtcih še bolj uspešni pri zadevanjih za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Hvala. Najlepša hvala, gospa magistra Mariza Škvarč, za te še kako resnične in tehtne besede. Zdaj pa še en pozdrav od še enega organizatorja, to je dr. Marko Vudrak, predstojnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje enote v Novi Gorici. Izvolite, dr. Vudrak. Hvala lepa za besedo. Spoštovana koordinatorica duševnega zdravja za regijo Goriška, spoštovani dr. Klemen Mikljavič, župan Mestne občine Nova Gorica, spoštovani edukatorji in pedagogi in najvišje šolsko vodstvo, s kratkimi besedami učitelji in vzgojitelji, spoštovani eksperti in terapeuti, spoštovani vsi ostali, dobrodošli na Festival duševnega zdravja Goriška 22 z geslom v skrbi za duševno zdravje. Tukaj bolj precizno potem vzgoja emocionalno rezilientnih in čutečih mladih. Ja, zdaj se sprašujemo, ali je to mogoče naša pobožna želja, ta naslov. Vprašujem tudi moje sodelavke, kajti
3 leta bo skoraj, Wuhan je bil decembra 19, zdaj bo december 3 leta. 3 leta smo dali skozi zelo hudo. Pri nas od 8. marca 20, ko je prišla zadeva, ta kuga, ne, v Metliko in potem naprej. Tako da danes bomo verjetno res govorili o tem in posledicam glih tega. Kajti, res spoštovani, že bežen v pogledu trende in stanja v postmoderni družbi ter v pogledu stanje duha v tej isti družbi razgrinja celo paleto tez o potrebi po novi družbeni pogodbi. To se nam kar vsiljuje. Pa to ni kar tako. Ker pa se v družbi kar na široko kopičijo jeza, tesnobnost, žalost, nemoč in depresivnost, je pot do nove družbene pogodbe in logičnih ter uresničljivih vprašanj, kaj lahko naredimo, da nam bo boljše, zelo ovinkasta. Taka družba je glede duševnega zdravja zelo šibka, a žal ni zdravja brez duševnega zdravja. To je sila pomembno. Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost, ker smo mi skupnostna bitja. Duševno zdravje omogoča posamezniku udejanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, zasebnem in družbenem življenju oziroma da realizira svoje afirmacijske potenciale. A žal v zadnjih letih smo priča razgrajevanju stika med ljudmi v razvitem svetu zaradi poudarjenega individualizma in tekmovalnosti, porastu odvisnosti od modernih tehnologij ter sedečemu življenjskemu slogu, kar vse skupaj močno prispeva k duševnim stiskam. Niti se ne zavedamo tega. Mnogi misleci in družbeni analitiki ugotavljajo, da je sodoben način življenja močno posega v zadovoljevanje naših potreb ter jih predrugačijo. Tako da niti ne opazimo, da zelo malo upravljamo s svojo identiteto, če sploh. Smo ranljivi, še posebej so ranljive mlajše družbene skupine. Družabna omrežja so postala način za zadovoljevanje potreb po družbeni pripadnosti, kar otežuje zadovoljevanje dejanskih in naravnih potreb po pripadnosti, povečuje osamljenost. Skratka, prišli smo v zelo, zelo toksično okolje, zlasti za mlade. Moj spoštovani prijatelj in soborec za dobro zdravje Miha Kramli bo o tem veliko, upam, danes povedal. To sem prepričan. Medtem, ko naj bi bile duševne bolezni do leta 2020, recimo v svetovnem merilu na drugem, po nekih merilih na tretjem mestu, poslej so že na prvem, danes so že na prvem. A zavedanje, da je za doseganje individualnih in globalnih razvojnih ciljev vloga duševnega zdravja izredno pomembna, se pa le povečuje. Tudi nazadnje smo ta sestanek danes organizirali. Denimo depresija je namreč eden vodilnih razlogov za delovno nezmožnost. Samomor je po svetu drugi vodilni razlog smrti pri najstnikih in mladih odraslih, recimo od 15 do 29 let. V Sloveniji pa je breme stisk povezanih s samomorom še širše. Torej, nekaj dobrih informacij to zadevnih imamo, glede na 10-15 let nazaj, ampak kljub temu nismo še vedno sodimo visoko po samomoru. Duševne težave se močno povezujejo s socialno-ekonomskimi stiskami ljudi, revščina, socialna izključenost in neenakosti v družbi dokazano povečujejo tveganje za slabo duševno zdravje. Neenakosti se povečujejo, dostopnost do zdravstvenih storitev se povečuje, nedostopnost onemogoča. Osebe z duševnimi motnjami in njihovi bližnji so pogosto deležni diskriminacije, izključenosti in nespoštovanja temeljnih človekovih pravic. Stigma in samostigma negativno vplivata tudi na dostopnost oziroma potek zdravstvene obnove. Zato v Sloveniji potrebujemo napredovanje, promocije, varovanja in krepitve duševnega zdravja. To je smisel tega festivala. Da to dosežemo, se bomo kot družba morali usmeriti v varovalne dejavnike, ki krepijo tako posameznika kot tudi celotno družbo. Ukrepi na nivoju posameznika bi lahko recimo zajemali krepitev potreb po pripadnosti, preživljanje časa z družino, stiki s prijatelji, zelo resno to govorim, in socialno mrežo, izražanje čustev, dajmo čustva izražati, pogovor, biti v pomoč drugim, solidarnost, prostovoljstvo.
Krepitev zdravja, zdravega življenjskega sloga, skrb za telesno aktivnost in hobije, preživljanje časa v naravi, skrb za zdravo spolnost, dober spanec, izjemno pomemben, skrb za omejeno uporabo elektronskih komunikacij in sodobnih tehnologij. To je pa res toksično okolje. Krepitev posameznikovih moči za optimalno spopadanje z življenjskimi izzivi, pozitivno mišljenje, sposobnost dobre komunikacije, potreb in želja, pridobivanje koristnih informacij in zanesljivih virov ter iskanje strokovne pomoči. Naučimo se filtrirati te informacije. 5000 jih dnevno dobimo. A so vse potrebne, pomembne? V 2 letih je mladostnik dobijo informacij, kot danes dobi naš mladostnik v enem dnevu. To so že hude preizkušnje. V Sloveniji imamo znotraj zdravstvenega sistema razvitih veliko podpornih služb, zato je izjemnega pomena, da do izziva dobrega duševnega zdravja pristopimo sistemsko in sistematično. Zato, da bi lahko družinam nudili optimalno podporo, je nujno interdisciplinarno povezovanje strokovnjakov ne samo iz sociale in zdravstva, temveč iz različnih sektorjev, še posebej iz vzgojnega in šolskega okolja, ki lahko nudijo družini in otroku, mladostniku, seveda obravnavo in pomoč na različne načine. Ne morem iz kože, nikakor ne. COVID je tukaj in zdaj, še zmeraj. Je in se bomo morali naučiti na tole zadevo. 3. leto, kajti to je nepozabno. Otrokom in mladostnikom smo družba z lockdownom naredili neverjetno škodo. Šele bomo to preučevali. Adolescent, da pride v tako situacijo, v tako stresno situacijo, ko je puhn življenja in želje in tudi starše potem ne potrebuje že v adolescentni dobi. Seveda jih potrebuje, ampak potrebuje igro, igrišče, družbo, šolo in seveda to niso imeli. Tako da so šli skozi stresno situacijo, anksioznost in depresijo, to bojo naše kolegice zelo lepo povedale in to je nekaj, kar jim ne smemo več nikdar privoščiti. Tako da se bomo morali naučiti, kako bomo živeli s tem COVID-om. Verjetno se bomo morali res naučiti, nič nismo znali v marcu leta 2020, nič. Potem smo se naučili kako in kaj in tudi danes je veliko teh ugank ampak neko ravnovesje bomo le našli s tem virusom. Bomo. Zato je smotrno, da svoje poglede krešemo in se zedinimo ter usmerimo naprej v krepitev duševnega zdravja. Da ne bom predolg, seveda, ker je veliko še dela in okrogla miza in vse skupaj, tako v osebnem imenu, kot tudi seveda v imenu NIJZ, želim zelo uspešno delo temu simpoziju, tej okrogli mizi. Namesto, da bi slišali uvodne pozdrave, smo slišali zdaj že koncepte, široke programe, vse težke nasvete in vse to v zvezi z duševnim zdravjem, ampak kljub temu jaz bi želela poudariti, da današnja tema ni slučajno izbrana. Za tiste, ki ne veste, je pač vse to, kar bomo danes govorili in to duševno zdravje otrok in mladostnikov, pa tudi drugo duševno zdravje, populacija nasploh, ima eno osnovo, je del enega koncepta in ta koncept je nacionalni program duševnega zdravja mira, to je ta znak. Program je toliko debel, pokažem. Je tudi dostopen, kogar zanima. Zakaj to pravim? Zato, ker v veljavnem akcijskem načrtu 2022-2023, tudi to je dostopno prosto na spletu, so zelo natančno upisane ideje, nekako posegi, nekako prodor, ali kako da rečem, tem duševnega zdravja v šolski prostor, oziroma v prostor vzgoje in izobraževanja. In zdaj bom tu kar prebrala, kaj program mira v veljavnem akcijskem načrtu za leto 2022-2023 za področje otrok in mladostnikov predvideva. Vse se ne bo zgodilo, ampak polovica gotovo, ker približno tak tempo se teče. Program se je začel izvajati 2018, ta implementacija po vseh službah in vse, kar pač predvideva, da bi se končala 2028,
približno 2/3 obveznosti se naredi, pošteno rečeno, ostalo pač se bo naknadno ali pa bo počakalo. Bom prečitala, ker ni dosti, da si boste predstavljali tisti, ki pač prihajate z tega področja, kaj se načrtuje in kaj se misli v tej smeri. Bom kar prebrala. Torej, predvideva, da je v okolje, v katerih otroci in mladostniki preživijo veliko časa, potrebno strateško umeščati tudi vsebine in programe z področja duševnega zdravja. In tako okolje so vrtci in šole. Dalje, da je potrebno osebe, ki so v vsakodnevnem stiku z otroci in mladostniki, dodatno strokovno usposobiti z vsebinami z področja duševnega zdravja. In take osebe so učitelji, vzgojitelji, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ravnatelji, knjižničarji in gotovo še kdo. Dalje predvideva, da je za izboljšanje duševnega zdravja v otroški in mladinski populaciji in za zmanjševanje stigme potrebno nameniti v okolju vzgoje in izobraževanja prostor za promocijo duševnega zdravja in preventivo duševnih motenj. Tak prostor se še išče, tle ni skoraj še nič narejenega. Potem dalje, da je cilj področja duševnega zdravja sistemsko umestiti v okolje vzgoje in izobraževanja. Načine, kako bi se to naredilo, se tudi še išče. Še dva imam. Da je skozi šolski program pri otrocih in mladostnikih potrebno izboljšati pismenost o duševnem zdravju in izvajati programe destigmatizacije. Tudi to je šele v povojih. In še zadnje, da je potreben pri obravnavi otroka s težavami v duševnem zdravju skupnostni pristop, kar pomeni sodelovanje vseh, s katerimi je otrok v stiku. To pa so družina, zdravstvo, sociala in šolstvo. Zdaj to pa se izvaja, skupnostni pristop za otroke in mladostnike se v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov že uspešno izvaja. In tam se povezujejo te raznorodne inštitucije, šola, družina, sociala, zdravstvo. To teče dobro. O tem mogoče še kaj dalje. No, zdaj pa na našo srednjo temo, to je na simpoziji. Na simpoziju, to je tak teoretski del, zbrani ste različni strokovnjaki, vsak boste svojega zornega kota poskusili odgovoriti na to osnovno vprašanje, kako bi se dalo, ali pa zakaj se ne more, kakor boste pač se odločili in kakor boste sklenili in sklepali, kako bi se torej dalo ali pa zakaj ne, z vzgojo vplivati na otroka tako, da bi izšel iz tega procesa čustveno močnejši, bolj odporen na stres in hkrati zadržal neko občutljivost čustveno. Ne? To je osnovno vprašanje. Bi prosila, da se kar vsi, ki nastopate na okrogli mizi, pridete in se lepo posedete, vas bom poklicala. To ste gospod smo rekli, se opravičujem, lejte, to je gospod Sandi Cvek, se opravičujem, tle slabo piše, gospodu Cveku se opravičujem, gospod Sandi Cvek, filozof, gospa Jasna Gidaković-Prašović, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije, gospa Sonja Cijan, specialistka pediatrije, gospa Tina Kodelja, psihologinja in gospa Katarina Dolgan, profesorica razrednega pouka. Svoje izvajanje lahko naredite kar od tam, če se boste odločili za to, preprosto govorite v mikrofon, ki je vse vklopljeno, ga potegnete sebi in govorite. Lahko pridete tudi sem, bom dala mikrofon, vendar potem morate stati, ker nimamo podlage, da bi to kamorkoli dali, ali hodite, kakor želite, kakor vam je lažje, kakor želite in kakor vam je udobno. Ja? Zdaj pa kar prvi, ki bo izvajal svojo predstavitev, gospod Sandi Cvek, izvolite. Torej, hvala lepa. Pozdrav tudi z moje strani. Še malo prej sem imel točno dovolj prstov na eni roki, da sem preštel vse
ki vas poznam, zdaj imam enega preveč. Se pravi, en mesec poznam gospo Alenko, ki je imela to korajžo, da me je povabila na ta izbran dogodek. Zadnji sem hodil in nabijal kilometre, ker sem živčen. Pač nisem vajen govoriti taki publiki, kot ste vi, vajen sem govoriti dijakom. In dijake znam primiti, imam veliko kilometrov za sabo, vem, kaj pri njih deluje, kaj ne, zdaj kaj bo pri vas delovalo, da vidimo. Skratka, pozdravljam gospod Alenko, pozdravljam 3 kolegice iz Tolmina, da se bolj domače počutim. Upal sem, da bom lahko pozdravil tudi gospoda župana, ki je moj bivši dijak, in lep primer, kako visoko človek lahko pride, če je imel kvaliteten pouk filozofije. Tako da zdaj pa da razčistimo par stvari. Pazljivo bom gledal na uro, danih mi je 15 minut, se bom potrudil manj. Zato, ker zelo slabo se počutim kot predavatelj. Se pravi, zame filozofija ni pametovanje iz katedra ali pa iz prižnice. Zelo se trudim pri pouku filozofije pogovarjati se z dijaki. Najlažje od vsega je predavati. Ustvariti kvaliteten pogovor je veliko težje. Tako da jaz bi skoraj veliko raje sodeloval pri okrogli mizi in debatiral. Zdaj pa najprej, da odstranimo en morebitni nesporazum, ki se mi zdi, da je tudi povzročil to, da je gospa Alenka me tako prijazno povabila. Rekla je, rabim enega filozofa kot prvega govorca, zato ker rabim, da filozofski posel je ustvariti nek okvir. Zdaj, jaz sem ta zadnji, ki bi to znal. Zdaj, če vam zgledam kot nekdo, ti lahko narediš okvir, sam če vidiš celo sliko. Ne moreš pa ti okvirjati koščkov, neke puzle. In jaz cele slike seveda ne vidim. In to sem mi povedal in raje povem še vam. Če mislite, da boste iz mojih ust slišali kakšne veličastne resnice velike, it ain't me. Jaz svoj posel ne vidim v tem, da govorim velike resnice, ker jih ne poznam. Jaz svoj posel vidim v tem, da zastavljam vprašanja. In imam cel kup vprašanj. No, ampak potem me je pomirila, ko je rekla, dobro, pustva te okvirje, ampak rabiš ti vsaj približno kot filozof povedati, na kakšnem terenu igramo, kakšno je igrišče, na katerem slišim, kot da smo včeraj debatirali, čeprav smo en mesec nazaj. Ne, je rekla, nam boš povedal, kako ti vidiš kot svoje filozofske oči igrišče, na katerem igramo to igro, ki se reče pedagogika, vzgoja in izobraževanje. In jaz sem tuhtal. In v bistvu mislim, da najpomembnejših 5 karakteristik, ki jih vidim kot relevantne, so tele. Nikoli ne uporabljam PowerPointa, tudi ne bom primeril, bom hodil gor in dol, kot počnem pri pouku. In tisto, kar mi manjka, je tabla, da bi kracal po tabli. Tole, ne. Se pravi številka 1, kapitalizem. Mislim, tukaj, se vem, da je obvious in se vem, da je samoumevno, ampak po drugi strani, to, da smo z vsemi 4 pograbili kapitalizem in da kapitalizem, v katerem živimo, je hardcore kapitalizem, je brutalen, neoliberalni kapitalizem, definira tudi šolo. Pač šola ne visi v vakuumu. Šola ni avtonomni teren. Šola je taka, kakršna je družba. In kapitalistična družba je pač tržno gospodarstvo. Pač ključna vrednota je profit, ne samo ključna vrednota. Iz te ključne vrednote je počasi se izcimila edina vrednota. In čim je edina vrednota profit, pol vse ostalo izgine. In govoriti o humanistiki, govoriti o empatiji, govoriti o solidarnosti, a veš, je nekoliko hinavsko. Zato, ker dijaki niso neumni, dijaki vidijo, v kakšnem svetu živijo in še neki. Jaz nisem toliko naiven, da bi si zdaj domišljal, jaz filozof, bom zdaj tukaj filozofsko to zagrabil. Vprašanje, s katerim se danes ukvarjamo, ni filozofsko vprašanje. Ima filozofske elemente, ampak kako vzgajati mlade, ni filozofsko vprašanje. Je pa trik v tem, da, ker je to empirično vprašanje, sem se ga lotil empirično.
Se pravi, nisem se usedel na svoj filozofski fotelj in napel možgane, ampak sem se šel pogovarjati z dijaki. Prosil sem svoje kolegice, profesorice psihologije in šolska svetovalna služba, dijake kvarim na 3 gimnazijah, Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, in sem zaprosil za pomoč. Sem rekel, prosim, ne mi pisati spisov, ne mi pisati ekspozejev, namečite mi v par alinejah, v par besedah, kako vidite, ker to so kolegice, kako psihologinja, šolska svetovalna služba vidite stiske in probleme dijakov, dijakin, zato ker govorimo o duševnem zdravju seveda. Ampak nisem dobil nobenega odgovora. Sem pa dobil kar veliko koristnih informacij od dijakov. In zato bi, ampak ura teče, zato bi recimo vsako od teh točk upeljal z eno izjavo, od mnogih izjav, ki so jih dijaki dali. In recimo ta prva izjava, samo sekundo, da najdem oči, je taka, pazi tole, storilnostno naravnana družba od mene zahteva preveč. Se pravi, zahteve, pričakovanja družbe do mene so prevelike in ne vem, če jih zmorem. Zdaj pa še boljše. Danes je en dijak to rekel, citiram: jaz sem edini med mojimi sošolci, ki poleti nisem delal. Nisem imel plačane službe. Delal sem stvari, ki me globoko osrečujejo oziroma zadovoljujejo. On je glasbenik. Pisal sem muzikov, pisal sem besedila, aranžiral sem in tako naprej, bral sem, študiral sem, ampak nisem služil denarja in, pozor, imel sem in še vedno imam občutek krivde zaradi tega. Edini nisem služil denarja in imam občutek krivde. Kako ga razumem? Jaz sem isti. Če ves čas nekaj ne počnem, imam občutek krivde. In zdaj, a ni to znak bolne duše? Vam govori profesor filozofije, a ni to znak skrajno bolne duše, da ob službi moram neprestano nekaj početi in da niti nisem se sposoben usesti k filmu in k knjigi in enostavno uživati, ampak moram sebe in druge prepričevati, da skozi to gledanje filma in knjige bom nekaj pisal. In bom zaslužil honorar, zato ker preživljam družino in majhne otroke in vsak evro prav pride in težko pridemo skozi mesec. Ampak to je način, kako turbokapitalizem oblikuje tvojo glavo in tvojo dušo. In kako konec koncev si nemiren in če ni tega so občutki krivde. Zdaj, ker a ni biti workoholik skoraj huje kot biti alkoholik. Imam še veliko tega, ampak ne, ker ura teče, grem naprej. Materializem. Smo skoraj absolutno materialistična družba. In izjava ene dijakinje, s katero bi začel, je taka, pravi, bom imel pri sebi te papirje, pravi, sekiram se zaradi družbenega statusa. V čustveno stisko me spravlja tole, da nisem tako visoko v statusu kot drugi, da sem nižje, obremenjujem se s tem, kar imajo drugi. Se pravi, materializem pomeni, da ključne dobrine so materialne dobrine na čelu z denarjem in če tega nimaš, si nesrečen. Da lastništvo materialnih dobrin in čim večjega števila materialnih dobrin je nujni predpogoj sreče, kar je seveda problematično. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi, ki smo mogoče malo starejši, pa ki smo malo bolj od blizu videli ta svet, se tudi, ne samo, ko govorim z dijaki, tudi, ko govorim z ljudmi moje starosti. Vedno se zgodi tisto, čakaj, jaz se imaš fajn, jaz se imam fajn, ampak ko bi imel malo več denarja. Nisem pohlepen, ampak sem tok, da dostojno živim. Kaj to pomeni? Koliko denarja je dosti denarja? Zato, ker vsi, ki malo dlje časa gledamo tale svet, vemo, da ga nikoli ni dosti. Da to je glavni problem materializma. Jaz sem ta zadnji, ki bi vihal nos nad materializmom pa nad denarjem. Jaz sem pohlepen, hočem imeti čim več, ampak se zavedam dimenzij te bolezni, se pravi, da nikoli ni dovolj. Pa karkoli že spravljaš na kup, a je to denar, a je to kaj drugega, še. Ni dost in
tako je napisala ena dijakinja, problem je v tem, da ne razmišljam o tem, kaj imam, oziroma nisem zadovoljna s tem, kar imam, ampak razmišljam samo in edino o tem, kar bi lahko imela, na ta način kopičim stvari, ki jih ne rabim in izgubljam sebe. Sliši se mogoče patetično, ampak jaz verjamem, razumem, ker sem to izkusil. Potem, kaj sem napisal pod številko 3? Ja, mi boste potem povedali, če se motim. Za moje oči in za to, kar imam za njimi. Na tem svetu, se pravi v našem zahodnem svetu, obstaja samo ena religija. Samo en kult in to je kult lepega telesa in kult večne mladosti. Vsi klečimo v tej cerkvi. Vsi smo obsedeni od tega. In z vseh strani nas bombardira, na ta način sistem funkcionira. Se pravi, z vseh strani nas bombardirajo slike, kako zgleda prava ženska in kako zgleda pravi moški. Pri čemer zelo redki opazijo, da so ti ideali nedosegljivi. Zdaj ne vem, nekje sem bral, da je to biološko dejstvo, da vsak 10. moški, če se potrudi, lahko zgleda kot Ken. In da približno 1 promil žensk lahko zgleda kot Barbie. Ampak pokažejo ti, kakšna moraš biti in vedo, da ne moreš taka biti in vedo, da boš nesrečna, ker nisi taka in to je cilj. Zato, ker idealen potrošnik je nesrečen potrošnik. Pridi in kupi. Sama si kriva, če nisi taka. Dej pridi. Kozmetika, moda, fitness, taka in taka dieta ali pa plastična kirurgija. Dej pridi, prinesi denar. Katera je ena najmočnejša? In s tem so kontaminirane tudi dijaške glave, seveda. Punce so čisto razboljene od tega. Ne? Kult lepega telesa, kult večne mladosti, vse to se da kupiti, a res. In kam to pelje? Čakaj, kaj še, a imam še 2 minuti? Gorje starim, gorje debelim, gorje grdim, pri čemer ima ta palca 2 konca. Se pravi, ta kult poskrbi, da se počutimo slabo in grdi in stari, in da se počutijo slabo tudi lepi, zaradi tega, ker dolgo časa sem moral biti na svetu, da sem pogruntal, da je ni lepotice, ki na sebi ne bi našla kakšnih napak. Da tudi najhujše lepotice se sami sebi ne zdijo tako veličastne, in so frustrirane in da še huje, da to sploh pri dekletih se pokaže, da taka lepotica nikoli ni prepričana, a je uspešna zaradi tega, ker je kvalitetna, pametna, genialna, ali zaradi tega, ker je lepa. In spet nore frustracije mladih punc, dijakin ali pa kasneje študentk in tako naprej. Kaj smo še rekli? Think positive. Act positive. Think positive, act positive. Na eni od gimnazij, kjer delam, sem snel tole iz zidu. Tole. To ni moje, to sem si sposodil. Mogoče poznate. Jaz dolgo časa so mi šle te stvari na živce, pa nisem zelo razmišljal, zakaj mi grejo na živce, ker je videti srčkano, je videti fajn, je videti pozitivno, spodbujamo, ampak na nek način res spodbujamo. Zaradi tega, ker meni je to antiproduktivno, meni je to bullshit. Nisem vsemu kos. In nikoli ne bom vsemu kos. In veliko bolj zdravo se mi zdi priznati tole. In nikoli se ne obnašam, kot da sem vsemu kos. Niti pri pouku, niti zdaj. Obnašam se kot nekdo, ki je poln dvomov, ki mu ni kaj dosti jasno, ki je glede mnogih stvari popolnoma izgubljen in ki pravzaprav ni nič narobe to priznati. Nikoli še nisem prišel pred dijaki, kot da vse vem, vse znam in pridite in vam bom povedal. Kje pa? In konec koncev, think positive. To je ameriška ideologija. Smile, smile, smile. Be happy. Tudi če umiraš od žalosti. Tudi če si ves razsud. Tudi če ti gre vse narobe. Pa je treba lepo zgledati na Instagramu, pa na Facebooku, pa zakozlat pravzaprav. Kakšna schizofrenija in kakšna laž. In ta laž je sistemska. Pa ne vem, če se kaj dosti o tem govori, tam kjer bi bilo treba. In potem spet občutki krivde. Tako kot če nimam dovolj v žepu, se moram počutiti
počutiti krivega, ker sem nesposoben, če nisem dosti lep, se moram počutiti krivega, ker spet nisem se dosti potrudil, če nisem dosti mišičast, nisem dosti telovadil in tako naprej. Pa kaj je to? To prepelje na psihiatrijo in to prepelje na Britov, bi jaz rekel. In potem se čuditi, da imaš tam v 2., 3., 4. letniku pol razreda nevrotikov. Ma se je sistemsko tako. Po mojem, je ta družba precej bolna. In če je družba bolna, kako bo šola zdrava? In, čakaj, kaj sem hotel reči, a veš, just do it. Pa še ena reklama za eno drugo športno firmo, impossible is nothing. Pazi, ne nothing is impossible, še bolj svinsko, impossible is nothing, impossible ne obstaja. In če se ti kakšna stvar zdi impossible, si loser. Počuti se krivega. Tako da, jaz pa mislim drugače. Jaz pa mislim, da imam pravico ne biti srečen, jaz pa mislim, da imam pravico biti žalosten, depresiven, da imam pravico do slabega dneva, da se mi ni treba ves čas smejati, zato ker je to zlagano in ker pelje v slabo smer. No, in nočem zdaj šimfati tega, ampak ja, to je še ena tržna niša. Lahko greš v knjigarno in kupiš, imaš v ednini, dvojini in množini. Vsemu sem kos, vsemu bova kos in vsemu bomo kos. Niti ednina, niti dvojina, niti množina niso verodostojne. Lahko kupiš magnetke za na hladilnik. Tako da, ja, to je trgovina in ta New Age trgovina. Dobro, fancy zveni, pa ni res, čisto enostavno. Ne vem, če si upam iti v točko številka 5. Mene kot profesorja, ves čas sem v škripcih. Kdaj me bodo razkrinkali kot digitalno nekompetentnega, kar tudi sem. Jaz sem najbolj digitalno nekompetentna oseba na vseh 3 šolah, kjer kvarim mladino, ampak sem se potuhnil. Nisem prepričan, a znam narediti tabelco v Excelu, nisem prepričan, a znam narediti ja, Branka, a znam narediti Teamse, ponavadi kdo drug to ureja. In zdaj tisto, kar me muči, je tole, kako smo vsi pokleknili pred tega Boga, ki se mu reče digitalna kompetenca. Tisto, kar me muči, je, kako je to postalo samoumevno, kako nihče tega ne problematizira, kako tako mora biti in nič drugače ne more biti. In tisto, kar me skrbi, je to, bom res končal zdaj, da pravzaprav nismo opazili, da bi koga, ki je zelo skrbela moja strokovna kompetenca, filozofska kompetenca. Ampak da, če izpade, da ne samo, da ga ne znam uporabljati, ampak da niti ne vem, kaj je to Snapchat in ne sanja se mi, kaj je Snapchat. In nočem vedeti, kaj je Snapchat, bom pripet na steber sramote. In zasmehovan in tako naprej. Kako je mogoče, da je ta črna ovca, se pravi, počutiti se moram kot gobavc, počutiti se moram kot, ne vem, totalna toksična oseba zaradi tega, ker se mi zdi, da to ni najpomembnejša stvar na svetu. Pri dijakih je drugače. Dijaki, recimo, samo eno izjavo vam preberem in sicer na temo digitalnega totalitarizma, ki je pač scary. Tako je napisal en dijak. Digitalna tehnologija, sploh skozi družbena omrežja, ustvarja lažno iluzijo skupnosti, ki naj bi ji pripadal, tudi če je v resničnem smislu ni. Rezultat je ta, da sem v realnosti bistveno bolj osamljen, bistveno manj socializiran, kot dejansko sem. Evo, to je hrbtna stran Facebooka, TikToka, Instagrama in tako naprej. Kako hočemo vsi biti lepši, kot smo? Kako hočemo na sebe prepričati skozi to, da prepričujemo druge, lej, koliko sem lep, lej, koliko sem srečen, lej, koliko sem uspešen, tudi če je resničnost popolnoma drugačna. Jaz nisem psiholog, nisem psihiater, nisem terapeut, ampak tukaj vidim ključen problem bolestnosti družbe, katere del sem tudi jaz kot učitelj.
In ne vem, kako se z njimi spopasti in tudi ne vem, kako naj svoje majhne otroke zaščitim pred tem. Nemogoče, zaradi tega, ker je to plutje proti toku. In kako naj jaz svoji hčerki, ki je zdaj v 2. razredu osnovne šole, razložim, zakaj je še premlada, da bi imela pameten telefon, če pa vse njene prijateljice ga imajo. Tati je čudak. S tatijem je nekaj narobe. Valjda, ni cel svet neumen. Okamova britev se temu reče v filozofiji. Se upravičujem, če sem zatežil, ampak to je moj poklic. Hvala, Sandi Cvek, profesor filozofije na vseh 3 gimnazijah regije, to so tudi vse, ki jih imamo, v Gorici, Tolminu in Ajdovščini, globoko vpet v svojo stroko, avtor strokovnih člankov in seveda pedagog z vsem srcem. Hvala. Mislim, da mu je uspelo točno tisto, kar se je bal, da ne bo naredil, ko sem ga prosila, pridi in naredi nekaj drugače. Mislim, da mu je uspelo pokazati, postaviti okvir, družben, širši okvir, v katerem funkcioniramo in v katerem živimo in vzgajamo naše otroke. Kakšne še težave so pri tem delu, na tem področju, nam bo povedala naslednja naša gospa, ki bo izvajala program, to je gospa Jasna Gidaković-Prašović, zdravnica, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije in vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov iz Nove Gorice. Gospa bo kar sedela, tisti, ki boste sedeli, si pomaknete mikrofonček k sebi in se bo kar slišalo, mislim da. Hvala. Hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz se bom dotaknila enih definicij, enih konceptov, katerih uporabljamo in nekako v okvirih katerih razmišljamo pri dušeslovnih strokah. Duševno zdravje je dobrina posameznika in družbe. Opredelitve duševnega zdravja se skozi zgodovino spreminjajo. To pravzaprav nam veliko pove o vpetosti stroke v družbena dogajanja, v ideologije, v vrednostne sisteme, enako tako pove o razvoju stroke. Prve definicije duševnega zdravja opredeljujejo to kot odsotnost bolezenskih znakov. Sodobne definicije že govorijo in poudarjajo ustrezno socialno funkcioniranje posameznika, sposobnost obvladovanja težav in ovir ter delovno uspešnost. V dokumentih Svetovne zdravstvene organizacije je še posebej zapisano o duševnem zdravju otrok in mladostnikov in citiram: Otroci in mladostniki z dobrim duševnim zdravjem so sposobni doseči in vzdrževati optimalno psihološko delovanje in dobro počutje. Imajo občutek identitete in lastne vrednosti, dobre družinske in medvrstniške odnose, sposobnosti biti produktivni in se učiti, zmogljivost lotevati se in obvladovati izzive razvoja in uporabiti vire svoje kulture za psihosocialno rast. Na drugi strani so duševne motnje, so odklonske oblike mišljenja, vedenja, čustvovanja, medsebojnih odnosov in širšega socialnega funkcioniranja, ki povzroča trpljenje posamezniku ali pa je škodljivo in moteče za njegovo okolje. O duševni motnji govorimo, ko so zaradi teh odklonov ovirano vsakdanje funkcioniranje posameznika. Se pravi, ne more izvajati svojih osnovnih nalog, kot so druženje, učenje, igre in športne dejavnosti in vse druge dejavnosti pač. Po statistikah 10 do 20% otrok ima eno od duševnih motenj. Kar je še bolj zgovorno, 50 do 70% odraslih s psihiatrično motnjo je kazalo znake duševne motnje v otroštvu. Izhajamo iz tega, da pravzaprav z zgodnjimi intervencijami in preventivnimi programi je možno omiliti ali preprečiti določene duševne motnje. Kje so vzroki?
Pri otrocih je največkrat neskladnost med otrokovimi lastnostmi in pričakovanji in zahtevami okolja vozlišče duševnih motenj in velika večina teh duševnih motenj v otroštvu je rezultat soigre bioloških dejavnikov, preteklih izkušenj in aktualnih dogajanj v življenju posameznika. Pri nekaterih motnjah so bolj odločujoči biološki faktori, recimo hiperkinetična motnja, avtizem, specifične učne težave, potem pa določene vrste depresij, psihotične motnje in tako naprej. Pri nekaterih motnjah, recimo psihičnih travmah, so pa bolj pomembni vplivi okolja. Ena od zelo pomembnih bioloških značilnosti pri otroku in posamezniku je temperament. To poznamo že od Hipokrata, se govori o tem in so različne opredelitve temperamenta, ki vidimo, da ima zelo veliko vlogo pravzaprav kot rizičen faktor za razvoj določenih motenj in pravzaprav je nek kazatelj osebnosti. Kaj je temperament? Temperament je kakovost in intenzivnost odzivanja posameznika, ki je relativno stabilna, opazna je zgodaj v življenju, biološko je pogojena in v veliki meri podedovana. In je zgodnji indikator osebnosti. Veliko je teh delitev temperamenta in pogledov na konceptov temperamenta. Jaz sem se odločila, da nekako in pri svojem delu uporabljam delitev na 3 vrste temperamenta pri otrocih. To so lahko vzgojljivi, počasni in težavni otroci. Lahko vzgojljivi, njihove značilnosti so pravzaprav, da so dobrovoljni, dobro razpoloženi, intenzivnost njihovih reakcij in odzivov je nizka do zmerna, vodljivi so, hitro se naučijo pravil in prilagodijo novim okoliščinam in situacijam. Približno njihove telesne funkcije so stabilne in približno 40% otrok ima tovrsten temperament. 10% otrok ima težaven temperament, za katerega je značilno, da imajo neredne telesne funkcije, da so razdražljivi in se močno odzivajo na dražljaje, pogosto se iz novih situacij umikajo in se nanje težko prilagajajo. In njihovo osnovno razpoloženje je negativno. 15% otrok ima počasen temperament, počasi se odzivajo, so manj aktivni in večinoma izkazujejo negativno razpoloženje. Nekje približno 35% otrok ima kombinacijo omenjenih 3 tipov temperamenta. Določeni tipi temperamenta v zgodnjem otroštvu korelirajo z nekaterimi težavami pri šolskem uspehu, v šolskem delu oziroma povečujejo verjetnost razvoja različnih duševnih motenj. Poznavanje teh temperamentnih značilnosti je izjemnega pomena, posebej teh manj ugodnih značilnosti, je izjemnega pomena pri načrtovanju vzgojnega, učnega in terapevtskega dela z otrokom. V psihiatriji pogosto otroški uporabljamo ta koncept ogrožajočih in varovalnih faktorjev. Otrok je vedno del enega sistema in na njega vpliva marsikaj, predvsem zdaj te ogrožajoči faktori so tisti, ki večajo verjetnost, da se bodo pojavile določene težave v psihosocialnem razvoju ali duševne motnje. Ti ogrožajoči dejavniki so lahko biološke narave in so v otroku. To so recimo posledice komplikacij v nosečnosti, oporodnih težav, potem kronične bolezni otroka, razvojni odkloni ali pa temperament. Lahko so rizični faktori v družini, to so lahko kronične bolezni staršev,
slabo ravnanje z otrokom, lahko so različne socialne težave v družini, različne druge disfunkcije družine, kriminaliteta staršev, lahko so rizični faktori v šoli, to je recimo šolska neuspešnost, slabi odnosi z vrstniki, medvrstniško nasilje, lahko so ti rizični faktori v širšem okolju, recimo to je visoka raven nasilja v bivalnem okolju. Lahko so to širši družbeno, ekonomski in socialni vplivi, kot so krize, vojne ali pa različni travmatski dogodki, recimo izgube pomembnih oseb ali pa naravne katastrofe. Isti dejavniki tveganja pri različnih otrocih imajo različne učinke. In pri številnih otrocih, ki so izpostavljeni ogrožajočim faktorjem, se ne razvijajo duševne motnje ali disfunkcije v funkcioniranju. Velik del odgovora, zakaj ne, je v varovalnih faktorjih. Varovalni faktorji so vplivi in dogajanja, ki ščitijo otroka izpostavljenega ogrožajočim dejavnikom pred razvojem duševne motnje. To so spet lahko, ti dejavniki so lahko spet v otroku in so biološko pogojeni, to je recimo spet temperament, primer lahko učljivega otroka, potem je družina lahko varovalni faktor, dobri odnosi v družini, tudi v širši družini, ki podpira otroka, potem so lahko varovalni faktorji v šoli, šolski uspeh ali pa uspešnost vsaj na enem področju, dobri odnosi z vrstniki, dobri odnosi z učitelji ali pa šolsko svetovalno službo. Varovalni dejavniki so lahko v širšem okolju, to je recimo soseska, socialna mreža, športni klub, vključenost v različne dejavnosti. V psihiatriji zelo dolgo že opazujemo to ranljivost posameznika, eni so bolj dojemljivi enostavno in bolj intenzivno odreagirajo na isti travmatičen dogodek kot drugi. V zadnjem času smo tudi bolj pozorni do psihične odpornosti ali rezilientnosti za ohranjanje duševnega zdravja. Psihična odpornost ali rezilientnost je sposobnost uspešnega soočanja z neugodnimi okoliščinami, ne da bi bil otrok zaradi tega dolgotrajno prizadet, da bi se pojavile dolgoročne čustvene ali vedenjske težave, pomeni tudi, da je otrok sposoben živeti v neugodnih okoliščinah, ne da bi zaradi tega bilo prizadeto njegovo funkcioniranje ali učinkovitost opravljanja življenjskih nalog. Otrokovo psihično odpornost oziroma ranljivost pogojujejo spet biološki dejavniki, prejšnje izkušnje in širše okolje, viri pomoči in aktualna situacija. Odpornost je povezana z varovalnimi dejavniki. Psihično odpornost sestavljajo dobri odnosi z drugimi, sposobnost poiskati in sprejeti podporo, strategije obvladovanja težav, aktivno reševanje problemov, prilagoditvene sposobnosti, pozitivna čustvena naravnanost, občutek pripadnosti skupnosti in tudi prispevek skupnosti. In psihična odpornost ni neka trajna lastnost, ampak se spreminja skozi čas in z okoliščinami. Psihična odpornost je tesno povezana s strategijami soočanja in s problemi, coping strategijami. Otroci imajo svoje strategije, ki izhajajo iz njihovih temperamentnih značilnosti in socialnega učenja, predvsem učenja po modelih. Vedno je možno učenje novih strategij in razvijanje strategij, utrjevanje že obstoječih pozitivnih strategij in učenje novih je pravzaprav pomemben element zaščite in krepitve duševnega zdravja in
tudi terapevtske pomoči otrokom. Za kakovost duševnega zdravja celotne populacije je pomembno, v kolikšni meri varujemo, krepimo in skrbimo za duševno zdravje otrok. In to je naloga celotne družbe. Hvala, dr. Gidaković. Sledi še ena doktor, to je dr. Cijedova, Sonja Šinigoj-Cijan, pediatrinja. Imam prav vodja? Pediatrinja na oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori, ker delam na oddelku in v razvojni ter nevrološki ambulanti. Lepo pozdravljeni. Za naslov mojega prispevka danes sem vzela afriški pregovor za vzgojo otroka je potrebna cela vas, kar je ravnokar Jasna zaključila. V 1. in 2. razredu sem imela slabo izkušnjo z učitelji, v 3. sem pa dobila krasno učiteljico, sicer bi verjetno pustila šolo, vsaj tako sem staršem rekla, in se jim je kar kamen odvalil, ko sem prišla prvi dan iz šole. In takrat sem vzljubila učenje in šolo, kar se je poznalo skozi vsa leta, in sem imela v srednji šoli, v osnovni, v srednji, pa na faksu in tudi še med specializacijo krasne učitelje in tudi med svojim delom. Zato v današnjem dnevu res čestitke dobrim učiteljem. O vrstah vzgoje vam ne bom govorila, ker ste vzgojitelji in veste o tem več kot jaz. V mojem otroštvu je obstajala 1 ali 2 knjige o vzgoji, jaz jih dobro spomnim, torej so imele učinek na mojo vzgojo, čeprav ne vem, koliko so jih starši uporabljali, ampak vem, kje so bile in se mi je zdelo, če o tem pišejo knjige, mora biti pa to res nekaj pomembnega. Danes je na voljo zelo veliko literature o tem in se kar težko odločiti, po čem bi posegal. Opredelila bi se bolj oziroma omejila na vzgojo v prvih dneh, tednih, mesecih življenja. Najprej, kje vzgoja poteka? V ožji družini, med starši, sorojenci, ki se na to tekom dneva, tednov širi na vsakodnevne dejavnosti, hranjenje, igra, spanje, učenje. Na to se v to vzgojo začnejo vključevati stari starši, ker imamo več časa in potrpljenja, jaz sem tudi še nona, tete in strici in zelo dobro lahko sodelujejo bratranci in sestrične, ali so mlajši ali starejši. Otrok na to gre iz domačega dvorišča na sosedovo, na ulico, na igrišče, kjer sreča vrstnike, pa starejše in mlajše, pa njihove starše, stare starše, in širite svoj krog socialne interakcije. S tem se uči socialnih veščin, spoštovati avtoriteto, skrbi za druge, empatije, bontona in upam, da tudi modrosti in medsebojnih odnosov. Kdaj se vzgoja začne? Mama že v nosečnosti Boža svoj trebuh pregovarja prihajajočemu. Oče se temu največkrat pridruži. V porodnišnici, v porodni sobi dajo mami takoj dojenčka v objem, v naročje, da ga čim prej poboža, objame, crklja, mu prigovarja, ga podoji. Če v porodni sobi oče, je ob tem dobrodošel. Nato v prvih dneh življenja mama v skrbi za otroka ga previja, doji, ogovarja. Tudi tam se lahko kmalu pridruži oče. Nato je igra, učenje preko gledanja slik, slikanic. Oče ima izjemno vlogo pri tem, saj date otroku neke nove razsežnosti, ko ga dvigneš po ramo, ko ga vrže v zrak. Vsi se spomnite, mame in otroci kričijo, mame, kar jih je strah, otroci kar uživajo, vendar varno pristane v očetovem objemu. Starši pomagajo osvajati prve zahtevnejše veščine, učenje, kolesarjenja, smučanja, plavanja. O čem vam govorim?
o pestovanju, o ogovarjanju, o zibanju, o metanju in lovljenju. To je senzorna integracija. Mi preko teh čutov, tip, vok, okus, vonj, gibanje, damo možganom pridobivajo neke informacije o dogajanju v nas in okoli nas. To je nezaveden proces, v katerem otrok prepozna, organizira, interpretira in uravnava občutke svojega telesa in okolice, tako da je v tem čim bolj učinkovit. Če otrok v zgodnjem otroštvu uspešno obdeluje te informacije, postavi dobre temelje za motorični, kognitivni, socialni in čustveni razvoj. Tako mu senzorna integracija omogoča uspešno vključevanje v vsakodnevne aktivnosti, da se lahko obleče, umije, obuje, da se vključuje v vrtcu, v igro, da reže, riše in da v šoli osvaja nova znanja in tudi na igrišču. V predšolskem obdobju, predvsem v prvih 3 letih, so najpomembnejši 3 senzorni sistemi: taktilni, proprioceptivni in vestibularni. Taktilni otroku omogoča, da prepozna mamin obraz, svojo najljubšo plišasto igračo. Zaznava, koliko se ga lahko nekdo dotakne, koliko ga lahko objame in da če nekoga potisne, lahko ta pade. Določa, kje se ga lahko kdo dotika. Marsikateri otrok ne želi, da ga božate po glavi. Proprioceptivni sistem nam omogoča zaznavanje, kje so naši udi, deli telesa glede na celo telo oziroma okolico. Da roka najde v rokav, prsti v rokavico, skodelica do ust, zobna ščetka. S tem se otrok nauči, kako držati pisalo, koliko pritisniti, da bo uspešen. Vestibularni sistem nam omogoča, da zaznamo, ali mirujemo, ali se premikamo, in če se premikamo, ali gremo naravnost, ali se vrtimo, kako hitro gremo, v katero smer gremo. Omogoča nam uspešno hojo, da vemo, koliko je treba dvigati nogo, da stopimo na stopnico, koliko je spustiti, da se stopimo varno s pločnika, se naučimo kolesariti, plavati in drugih veščin. Zakaj vam o tem govorim? Ko sem pred 30 leti skoraj pričela s svojim delom v razvojni ambulanti, so prihajali otroci z prirojenimi nepravilnosti možgan, okvaro možgan zaradi oporodnih, predporodnih ali poporodnih oškodb, cerebralna paraliza, na primer, ali s kromosomskimi motnjami, Downov sindrom. Ti otroci so z očmi skušali povedati, kar niso mogli, z besedami. Otroci z Downovim sindromom so sporočali marsikaj s svojim vedenjem. Danes prihajajo, ti otroci so bili zelo displastični namreč in so že daleč kazali, da z njimi nekaj ni v redu. Otroci, ki danes prihajajo, so lepi otroci, kot angelčki, ampak je njihov pogled prazen. In težko vzpostavim z njimi interakcijo. Primer, ki bi vam ga predstavila, ni osamljen, preveč jih je. Deklica je prišla prvič v razvojno ambulanto v starosti 3 let in 4 mesecev zaradi zaostanka v govornem razvoju, tako je pisalo na napotnici. Rojena je bila po prvi normalno potekajoči nosečnosti, porod v redu, prav tako poporodni razvoj, v 1. letu je bila zdrava. Shodila je pri 16 mesecih, torej nekoliko pozneje, pri 14 mesecih govorila. Bila je v domačem varstvu, doma govorijo bosansko. V starosti 20 mesecev dobila bratca. Mama je povedala, da bila z njima sama cele dneve, oče je delal, širšega socialnega okolja niso imeli in deklica je tudi več ur dnevno bila pred televizijo. Ob pregledu je bila zdrava na videz, lepa deklica, očesni kontakt je vzpostavila, ga zadržala, vendar ni bil konstanten. Na ime se je odzivala, med igro se pa za okolico ni zmenila. Ni prosila za pomoč, ni pokazala, kaj je naredila. Ko se je udarila v glavo, mimogrede se samo oprela za glavo, na nas se ni obrnila.
Njena groba motorika je bila okorna in kazala se tendenca hoje po prstih. Pri fini motoriki je slabše sodelovala, sicer uspešno nizala, vendar vodenja ni dovolila. Verbalna navodila je razumela, odgovarjala pa samo v angleščini. Govorila v večbesednih, tudi 4-besednih stavkih, vendar v frazah, angleških frazah, ki jih je pobrala z televizije. Težave, ki smo jih zaznali, torej šibek socialni stik, šibka vezana pozornost, ki je bila enosmerna, šibke vodene aktivnosti in govorna komunikacija, ki je bila v angleščini in enosmerna. Vključili smo v delovno terapijo logopedsko in psihološko obravnavo. Staršem je bilo ves čas svetovano v vseh obravnavah in svetovali smo čim prejšnjo vključitev v vrtec, predtem pa predstavitev na multidisciplinarnem timu za dodelitev prilagoditev in dodatne strokovne pomoči v vrtcu. Staršem smo svetovali omejitev uporabe zaslonov. Starša sta bila zelo sodelovalna, mama je doma deklice veliko brala v bosanščini, vzporedno se je deklica v vrtcu učila slovenščine. Če je že gledala televizijo, so bile to vsebine v slovenščini. Veliko so bili zunaj, pridobivala je na grobi motoriki in svetovali smo tudi aktivnosti doma, da se je deklica osamosvajala in pridobivala na fini motoriki. Danes je deklica skoraj da brez težav, še nekoliko govornih težav, ki izhajajo bolj iz tega, da je dvojezična, vendar zelo uspešna. Zakaj prihaja do tega? Včasih so se otroci igrali veliko zunaj, mlajše so pazili starejši, sosedovi domače, za igračo so imeli to, kar so dobili, kamne, palice. Veliko so skakali, plezali, se lovili, plavali. Veliko je bilo socialne interakcije in motoričnih aktivnosti in pridobivali so na spretnosti. Tudi v času mojega otroštva smo še veliko skakali, lastiko, ristanc, se igrali z žogo. Vendar v ne tako dolgem obdobju je prišlo do velike razlike. Pod to vaško lipo je bilo včasih zelo živahno. Otroci so skakali, tekali, se lovili, streljali z lokom, igrali s kockami, deklice s punčkami. Bilo je glasno, včasih se je kdo poškodoval. Danes ni več tako. Poškoduje se skoraj da nihče ne več. Pod tem drevesom je tiho, vsi sedijo in škljocajo. Zakaj je tako? Otroci so zelo kmalu izpostavljeni zaslonom. Če se zvečer ne umirijo in ne zaspijo, starši jim kar hitro dobijo neko aplikacijo na telefonu, Beli šuma, nekaj podobnega. Med pestovanjem, zibanjem sta starša na telefonu, med pestovanjem mama išče kuharski recept ali se pogovarja po Skypu ali Facebooku ali ne vem čem še, jaz tudi ne poznam teh, s prijateljico. Žal tudi med dojenjem dobijo se take praktične blazine, da otroka lahko odložiš in imaš proste roke. Namesto, da bi otroka ugovarjali, zibali, se z njim ukvarjali, sta starša zaposlena s tablico in telefonom. Kaj kmalu je zaslon ponujen tudi otroku. Med hranjenjem, igro, da zaspi. V Ameriki se dobijo že zelo priročne nastavki, da lahko zaslon namestimo. Pri nas jih še nisem videla, slike sem pobrala z angleškega spleta, vendar mislim, da bodo kmalu tudi pri nas na voljo. Otrok prične sam uporabljati zaslone za igro, razvedrilo in tudi za spanje. Naši strokovnjaki so se zbrali in sestavili smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, kjer je zapisano, da otrok do 2. leta naj ne uporablja zaslonov. Med 2. in 5. pa manj kot 1 uro na dan v prisotnosti staršev. Na to ne več kot 1 uro in ponovno v prisotnosti staršev. Vendar ni tako. Malčki so več ur dnevno izpostavljeni zaslonom.
najstniki preživijo na zaslonih en šiht, 7 do 8 ur. Zato nimajo prijateljev, nimajo hobijev, pade učni uspeh. K meni pridejo v nevrološko ambulanto zaradi glavobolov, vrtoglavic, motenj vida, bolečin v vratu. Zasloni niso vedno slabi, lahko jih uporabljamo, če vemo, na kakšen način in s kakšnimi vsebinami. Vsekakor skupaj s starši, odraslimi, starosti primerno, s kakovostnimi vsebinami, ki jih zberajo starši, in izobraževalnimi vsebinami. In če hočemo otrokom odvzeti zaslone, jim moramo ponuditi nekaj v zameno. Starši naj z otrokom skupaj načrtujejo prosti čas, popoldne grejo na obisk, na sprehod, na odprto kuhno, skupaj na obisk kina, muzeja, neke gledališča ali tekme, družinski izleti čez vikend, so lahko neki planinski pohodi, kolesarjenje, obisk sosednjega mesta, športne aktivnosti, kamor se lahko vključuje otrok sam ali v skupini ali skupaj starši. Včasih so ženske delale ročna dela, vezle, štrikale, kvačkale, šivale in se vključevale mlajše. Danes tega ni več. Otrok naj skrbi skupaj z vami za vrt, naj ima svoj vrtiček, svojo gredico, svojo rastlino, ali pa skrbi za hišnega ljubljenčka. Ko otrok skrbi za neko živo bitje, naj bo to rastlina ali žival, bo razvil odgovornost, bo mogel zalivati, pobrati plodove, kar je zabavno in tudi dobro. Če bo skrbel za hišnega ljubljenčka, bo mogel ga nahraniti, mu dati za pit, ga peljati na sprehod, ga crkljati. In nenazadnje, če skrbi za eno živo bitje, je lahko zraven od začetka setve, parjanja do rojstva, skalitve, skotitve, gleda, kako napreduje, kako raste, ima svoje mladičke. In nenazadnje tudi pride do neke poslovitve. In na tak način damo otroku najboljšo izkušnjo življenja, od začetka do konca. Moja popotnica za danes bi bila to, kar sem dala za naslov. Otroka naj vzgaja cela vas, zato smo tukaj, ker smo ena mala vas. In drugo, otrok mora biti pestovan, ziban, pet mu je treba. Kolegica iz ene od razvojnih ambulant v Sloveniji večkrat pove, da so njeni otroci zelo hitro spregovorili, da so ji rekli, mama ne pet, ker nima posluha. Ampak to ni važno, ali ima mama posluh in kako poje ali pa očka. Glavno je, da ima otroka rad in da se z njim ukvarja. Hvala za pozornost. Navdihujoče je bilo. Zdaj pa še zadnji 2 gosti. Zavoda za šolstvo iz enote v Novi Gorici. Ne vem, katera bo prva, kako se boste razdelile, gospa Tina Kodelja in gospa Katarina Dolgan. Gospa Tina Kodelja bo prva, psihologinja, če imam prav, ne? Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Na Zavodu za šolstvo se v zadnjih letih srečujemo s porastom otrok, ki so usmerjeni. Če smo recimo še leta 2015-16 zabeležili 10.000 takih otrok, zdaj v lanskem šolskem letu govorimo skoraj o 15.000 otrocih, tako da tukaj spremljamo en tak porast in v tej skupini otrok narašča tudi število tistih, ki so opredeljeni glede na naše kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljaja, kot otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Zdaj tem otrokom nudimo v okviru dodatne strokovne pomoči, pomoč, ki jo v največji meri izvajajo psihologi ali pa socialni pedagogi. Ti poskušajo na strokoven način odpravljati primanjkljaje pri teh učencih. Po drugi strani je njihova naloga tudi, da svetujejo vam, učiteljem, drugim strokovnim delavcem na šoli in pa seveda tudi staršem.
Zdaj na tem mestu se nam postavlja vprašanje, kaj pa lahko naredi učitelj že v tisti prvi fazi, ko zaznava pri otroku neko odstopajoče vedenje, da mu pomaga, torej da na eni strani mogoče sploh ni potrebe po usmerjanju, na drugi strani pa da težave ne eskalirajo do te mere, da je potrebna obravnava v neki zunanji zdravstveni ustanovi. Jaz vam bom zdaj v nadaljevanju zelo na kratko, ker smo omejeni s časom, predstavila eno izmed tehnik, za katero menim, da je lahko učinkovita in vam lahko pomaga pri vašem delu, pri zmanjševanju tega neprilagojenega vedenja oziroma nekega odstopajočega neželenega vedenja. To je funkcionalna analiza vedenja. S funkcionalno analizo vedenja v bistvu poskušamo ugotoviti, kaj je funkcija vedenja, zakaj nekdo nekaj počne, kaj je gonilna sila tega vedenja, kaj je tisto, kar to vedenje motivira. S funkcionalno analizo vedenja v bistvu zbiramo informacije o tem, kje, kdaj in zakaj se odkloni v vedenju pojavljajo, kajti te informacije so nam potem, so nam kasneje osnova za oblikovanje učinkovitih intervencij. Zdaj, sama funkcionalna analiza vedenja je sestavljena iz 3 korakov. Na prvi stopnji določimo tisto odstopajoče vedenje, ki je v nekem trenutku, v nekem obdobju najbolj pereče, najbolj odstopajoče, mogoče tudi najbolj ogrožujoče ali nevarno. Pomembno je, da to vedenje opredelimo v jasnih behavioralnih terminih, torej na način, da ga lahko opazujemo in tudi merimo. Na drugi stopnji pa potem opredelimo dejavnike in okoliščine, ki so povezane s pojavom ali pa ne pojavom odstopajočega vedenja. Torej, določijo se tisti dejavniki, ki na eni strani predhodijo temu neprilagojenemu vedenju in tisti, ki sledijo vedenju. Tukaj na tej točki nas v bistvu zanima, kdaj se to vedenje pojavlja in kdaj se ne pojavlja, kako pogosto, s kom se pojavlja in kje se pojavlja. In ko imamo zbrane vse te podatke, to ponavadi beležimo vnaprej pripravljeno tabelo, to opazovanje tega odstopajočega vedenja in zbiranje teh podatkov naj traja nekaj časa, tako da dobimo lahko, da iz teh podatkov lahko dobimo nek vzorec in potem poskušamo določiti funkcijo vedenja, torej ugotoviti, kot sem že na začetku rekla, poskušamo ugotoviti, kaj je tisto, kar vedenje motivira. Namreč ti motivacijski faktori so podlaga vedenju in zato je intervencija lahko učinkovita, ukolikor je znan motiv. Zdaj, običajno se pri otrocih vedenje pojavlja zaradi vedno nekako istih motivov, ali gre tukaj za iskanje pozornosti, lahko gre za pridobivanje nekih materialnih dobrin, lahko gre za izogibanje neki nalogi ali pa nekim okoliščinam, lahko otrok poskuša na tak način zadovoljiti neko razvado, lahko regulira s tem emocije ali pa pridobi neko senzorno zadovoljitev. In zdaj, ko je znan ta motiv oziroma potrjena potreba, ki jo oseba želi zadovoljiti z vedenjem, se lahko nauči zadovoljiti to potrebo na bolj učinkovit in primeren način. Recimo, če imamo otroka, pri katerem se pojavi kričanje, kot način, s katerim se želi izogniti neki nalogi ali pa neki situaciji, recimo v razredu. V tem primeru, če bi mi uporabili tehniko time out, bi v bistvu otroku dali ravno tisto, kar on hoče. Se pravi, omogočili bi mu, da se izogne tej neprijetni situaciji, kar bi v bistvu ta problem poslabšalo, ne pa izboljšalo. Se pravi, naša intervencija bi dosegla ravno nasproten učinek, kot bi si mi želeli. Zdaj, ta zahteva, da otrok zapusti prostor kot kazen za vzkipljivo vedenje, bi se nanašalo le na simptome vedenja, ne bi pa odpravili pravih vzrokov. Zdaj, če recimo se pojavi neko neprilagojeno vedenje v tej
konkretni situaciji, mogoče so vzroki v dolgočasenju otroka, lahko gre za neko frustracijo ob prezahtevni nalogi, lahko gre za neke druge neprijetne občutke, lahko gre pa zgolj za iskanje pozornosti. Zato je pomembno, da mi poskušamo ugotoviti, kaj je tisto, kar povzroča to neprilagojeno vedenje, da se lahko potem na to vedenje ustrezno odzivamo z učinkovitimi intervencijami. Zdaj recimo, če ugotovimo, da otrok s tem vedenjem zgolj išče pozornost, ga lahko v bistvu učimo iskanja pozornosti na nek socialno bolj prilagojen način. Zdaj pa bo nadaljevala Katarina, mi dve sva se danes združili, tudi ona vam bo predstavila eno metodo, kako se lahko učitelj učinkovito odziva na neko neprilagojeno vedenje. Najlepša hvala in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem Katarina Dolgan in sem svetovalka za razredni pouk na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in sem med drugim tudi primer tega, kaj vse lahko človek postane, če ga uči v 4. letniku gimnazije gospod Sandi Cvek. Sandi, hvala. Ko sem razmišljala o tem, kaj naj vam sporočim, ker ste tako različna ciljna publika, sem se odločila, da vam predstavim eno strategijo, ki mogoče ni strategija, ki jo uporabljamo samo učitelji, ampak je strategija, ki jo lahko uporabljamo v vseh naših vlogah v življenju. Kot mama, kot tata, kot nona ali nono, kot bratje, sestre, kakorkoli že, kot prijatelji, se lahko različno odzovemo na najrazličnejša vedenja, tudi na neželeno vedenje. In zato sem se danes odločila, da vam pač predstavim eno strategijo 4 herov, torej 4 pravila, kako se ustrezno odzivamo na neko neželeno vedenje, v tem primeru vedenje otroka v šoli. Torej, tukaj so ti 4 eri. 4 eri pomenijo prvič, da se razumno odzovem, da se vzdržim nepremišljenih in impulzivnih odzivov. Potem imamo tukaj drugi R. Ta drugi R pomeni, da razlikujem vedenje od osebe. Naš tretji R pomeni to, da razumem dogajanje in ga ne vzamem osebno, torej ne kot napad nase, ampak razumem čustva, ki so za nekim vedenjem in to pomagam razumeti tudi učencu. Naš 4. R pa je reagiram odločno, a konstruktivno, usmerjeno v rešitve in spodbujam učenčevo prevzemanje odgovornosti in iskanje nadomestnih vedenj. Zdaj bi pa potrebovala vašo pomoč oziroma vaše sodelovanje, zato ker sem razredna učiteljica in pač ne morem drugače, kot da skrbim za celostni razvoj otroka, bi tudi danes rada spodbudila ne samo vaše razmišljanje, ampak tudi vaš fizičen odziv. In sicer sem pripravila 2 situaciji. Prva bo tista situacija, na katerem vam bom jaz te 4 ere konkretno prikazala. Potem imamo pa še eno situacijo, pri katerem bom pa potrebovala vaš odziv. In ko boste v mislih razmislili, kakšen bi bil ustrezen odziv in kakšen bi bil neustrezen odziv, vas bom prosila, če lahko vstanete. Za vsak R posebej. Ste pripravljeni? Ja? Da se malo aktivirate, da ne boste tako sedeči. Naša prva izhodiščna situacija je deklica, verjetno prvošolka, ki je prišla v šolo in ima že prvo šolsko uro na svoji mizi nered. Torej, zvezki so povsod, barvice so povsod, razmetane po celi mizi, nekaj jih je odprtih, svinčniki padajo po tleh. Naša druga situacija pa je deček, ki je, kljub temu, da je dobil dana navodila, da mora počakati in da je dobil tudi razlago, kako delovati s temperami, se je zgodilo to, da je stisnil preveliko količino rdeče barve in ta tempera je končala povsod.
samo ker bi bilo treba ne. No, in če zdaj pogledamo naš prvi R in našo situacijo z deklico, ki ima na mizi nared, torej razumno se odzovem. Zelo neprimeren odziv bi bil, kakšen kaos. Ustreznejši odziv bi bil, kako ti lahko pomagam. No, zdaj pa naloga za vas, da razmislite, kakšen bi bil neustrezen odziv pri dečku s temperom, razumno se odzovem, in kakšen bi bil ustreznejši odziv, razumno se odzovem. Ko boste našli odgovore, dajte kar ostati. Torej, kako se neustrezno odzivam in kako se ustrezno odzivam, tako da upoštevam prvi R, razumno se odzovem. A še nekaj, tukaj ni nepravilnih odgovorov, razen tisti, ki so neustrezni. Super. Zdaj, če ona ostala, to ne pomeni, da vam ni treba več razmišljati. Kako bi se ustrezno odzvali na tako situacijo? Pa saj ste ja učitelji, niste? Ste, tudi. Večina vas dela z otroki, je tako? Ok, da prebijemo led, bomo prosili gospo ali pa gospodično zadej, pa bi vi podelila z nami neustrezen in ustrezen odziv. Ja, začnem z neustreznim. Kako si lahko tak pacek? Kako se ti lahko kaj takega sploh zgodilo? Ne poslušaš navodil? Medtem ko ustrezen bi bil, kaj se pravzaprav zgodilo? Kako ti lahko pomagam? Kaj bo tvoj naslednji korak? Najlepša hvala. Vi ste sicer v teh vaših odgovorih združila 3 ere, nič zato, vsi so bili ustrezni ali pa neustrezni. No, nadaljujemo z drugim erom in sicer razlikujem vedenje od osebe. Tukaj imamo ponavadi velike težave, ker grajamo osebo na mesto njenega vedenja. In pri deklici je učiteljica tako storila to tako, zmeda na mizi, zmeda v glavi. Ustreznejše bi se odzvala, da bi rekla, vem, da je zate težko, a tvoja miza potrebuje malo organiziranja. No, in ponovno naloga za vas. Torej, kako bi se ustrezno in neustrezno odzvali, tako da ne bi grajali osebe, temveč bi obsodili dejanje. Zdaj potrebujem vaš odgovor. Vsaj en primer. Super. Super, najlepša hvala. No, vidite, da ni tako težko, ne? Jaz sem si sicer zamislila to, da boste vsi veselo vstajali, ker se zdaj že toliko časa sedite, ampak ok, mogoče pri 4. Tretji R. Razumem dogajanje in ga ne vzamem osebno. Torej, neustrezen odziv je bil, kako mi gre ta kaos na živce? Ustreznejši je bil, vem, da hitro reagiraš, zato tudi tak nered na mizi. Torej, ne vzamemo napad nase, ampak pač navajamo dejstva, ki jih vidimo. Kako bi se odzvali na vašo situacijo? Me bojo grajali, da sem prekoračila čas.
Dobro, ne bo to domača naloga za vas, pa gremo še na zadnji R in sicer reagiramo odločno, a konstruktivno usmerjeno v rešitev. Torej, naša učiteljica, ki se je neustrezno odzvala, je rekla, a lahko že kaj narediš glede te zmede v glavi in na mizi? Ustrezneje bi se odzvala, kako lahko skupaj urediva to mizo, da ti bo lažje delati. In to so ti 4 eri, za katere je prav, da se jih zavedamo, ne samo, ko smo v razredu, ampak tudi, ko se odzivamo na neko vedenje nekoga v katerikoli socialni interakciji. In za konec želim vsem nam, učiteljem in učiteljicam, vzgojiteljem in vzgojiteljicam, oziroma vsem tistim, ki smo kakorkoli vpeti v delo z otroki in mladostniki, da bi bili prijazni. Prijazni do sebe, prijazni do otrok, prijazni do sveta. Hvala. Ja, ste videli zdaj? Ste videli? Otroke silimo interaktivno, aktivno, ne vem še kako, ne? In mi pa nič, ne, smo bili kar tiho. Vsi. No, ampak zdaj seveda sledi odmor, aktivni odmor, s Centrom za krepitev zdravja iz Ajdovščine. Vam bojo malo pokazali, kako se na kratko, na hitro razgibati, razmigati, če veliko časa morate sedeti. Po odmoru pa seveda še okrogla miza. Izvoli se bodo kar sami predstavili, kdo so in kaj so. Tako, vas najprej pozdravim in se vam predstavim. Sem Anžej Praček, kineziolog v Centru za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Ajdovščina. In odvzel bi vam 5 minut odmora za zdravje. Mogoče bo ratela še kakšna minutka manj. Ok, toliko, da zdaj malo prekinemo to sedenje, da poženemo kri po žilah, da se malo pretehnemo in razmigamo. Ok? Bi vas prosil, ja, če ostanete. Puste, slišimo? Ok. Pazite, da boste imeli vsi okrog sebe dovolj prostora. Kakšni vaji bomo uporabili stolice. Dobro? Jaz si bom prej eno vzel oziroma sposobno. Tudi, zmete vsi na nacionalno. Dajmo se ravno poravnati, okay? Skozi šrame, pomakneš nazaj in bomo naredili 3 globoke vdihe. Z vdihom dvigneš ramena, stisneš rame pri vratu in z izdihom spustiš rame navzdol in vzdihnej skozi nos, izdihnej skozi nos. Še enkrat. Zdaj pa z eno roko se prijeli tukaj do glave, drugo roko bomo potisnili v ta dlan, ramo in lopatico, pogled bolj naravnost, drugo roko raztegnemo vrate žličice. Zadržiš do prijetnega raztega, če kaj boli, ne siliš preveč bolečin, čim bolj sproščeno. Še malo držiš in potisniš. Druga stran, druga roka. Najprej roka v tla. Stegneš vrat in držiš. Čas pustiš. Stresiš roko, stresiš ramo. 10krat zakrožiš v rameni. Pazi, ko grejo rame nazaj, stisni fajn lopatice skupaj. Skušaš čim manj premikati glavo. Še 5. Stisni fajn lopatice zadnje. Še en velik krog narediš. In se staviš. Zdaj bomo pa roke iz tega ni predstavil. Da ne bomo obrnili spor. Ok? Kombiniramo. Najprej odpremo palce, potisnemo nazaj.
Hvala.